Lep dober večer in dobrodošli v ciklu na pesniškem tandemu s Petro Koršič. Kateri prostori vplivajo na ustvarjalca in pesem? Bibliotekarka, vsestranska kulturna delavka in avtorica 5 pesniških zbirk Patricija Dodič, naslovi zbirk so 5 minut blaznosti, Črno obrobljene oči, Vada, zbirka erotične poezije, Ljubimje in Ekstremofil, je k pogovoru o vprašanjih pesmi, poezije, jezika, pa tudi prostora pesmi povabila pesnico Vesno Šare, polfinalistko in tudi finalistko pesniškega turnirja ter avtorico 4 zbirk. Naslovi so 7 kotov moje sobe, Skoraj človek, Srce in samogriz v soavtorstvu z Danijem Bedračem ter zbirka Soba za dež. Žal je Vesna Šare zaradi bolezni danes odpovedala nastop, tako da bova s Patricijo ob branju spregovorili tudi o avtocenzuri, o obdobjih nepisanja in neobjavljanja ter o novostih v njeni pesniški sobi. Med pripravami za ta večer me je draga Patricija spomnila, da je danes rojstni datum Srečka Kosovela, 118 let bi imel, in zato sva se odločili, živjo Patricija, dobrodošla, da še predno se posvetiva naju, da najprej spregovori par njegovih verzov. Jaz sem za začetek izbrala kar Konc 5, to etiketo, to značko, to legendarno pesem, ki je ta konc, ki odzvanja v slehernem trenutku popolnoma aktualno. Gnoj je zlato in zlato je gnoj. Oboje je nič. Nič je neskončno. Neskončno je nič. A, B je manjše od 1, 2, 3. Kdor nima duše, ne potrebuje zlata. Kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja. I-A. Zdaj pa dobrodošli, torej vsi vi na tandemu, na koncu vabljenih komentarjev in vprašanja. Zdaj pa kar povabim Patricijo Dodič, še predno jo predstavim, da še ona pove, kako to, da se je spomnila na ta rojstni datum, 18. marec, Srečka Kosovela, in seveda par utrinkov o njem in njegovih pesmi. En lep dober večer. Ja, zaposlena sem v Kosovelovi knjižnici Sežana. Sicer sem vodja enote Kozina in brez Kosovela pač ne gre, ne moremo. Je pa še druga stvar, da je bil na nek način en vzornik moj, tudi v moji mladosti in naprej. Najbrž se nekako oprimemo tistega, ki nam je najbližje. Je pa tudi drugače dušno, meni zelo všečen, ker sem sama en tak kolažist. Vseeno bi si želela eno prebrati pesem njegovo, če smem. Ja, saj to je bilo, si bila zaprošena, lahko tudi več njih. No, okej. Tudi iz knjigice Konc, da jo vidite, no. V glavnem prva pesem, ki mi je všeč, pa potem bom še iz pesmi v prozi mogoče, no. Velika je pot. Velika je pot med tem, kar sem in kar sem, kar je in kar je. Oh, čudne so moje poti. Jaz sem legitimacija za 3-kratno jed na dan. Njen prepis je ves pretkan, z rdečimi črkami, črtami, kot da so zvezde obžgale jo, pa je vendar svetal moj smeh in je grenak moj smeh. Čudna je ta konstelacija. Njegove konstelacije so pa meni všečne. Tako da bi sam še eno iz pesmi v prozi, ker so mi všeč pač pesmi v prozi. Nisem. Mogoče se mislim tudi zelo se poistovetim z njim.
Nisem v Ljubljani, ampak ob odprtih vratih kozmosa stojim. Moja temna senca se razliva vanj, ob njem sta kostanj in kandelaber. In jaz? Prijazna je luč kandelabrov, samotni drevored sije, v moje izmučeno srce, v njej zasije moje srce. Praznota, praznota, moje srce te čaka. Bog ve, kdo živi za rdečo lučjo tistega okna. Bog ve, kaj misli. O, lepa rdeča luč, si ti, ki siješ vsa mehka vame, s svojim smehom, svojim soncem. Si ti vesela, otožna, ki čakaš mojega pisma. Ali on, kakor jaz, tako sam s sivimi kamni, s prijazno edino lučjo na svetu, cestno svetilko. Ali si ti? Ali si ti? Po cesti gre voz in pometa. No, toliko, ko so bila. Hvala lepa, Patricija, si že sama malo nakazala to pot iz tvojega domačega primorskega kraškega gnezdeca v drugo smer, torej ne proti Ljubljani, ampak v Trstu, kjer si tudi študirala slovenistiko in italijanistiko. To se pravi, kot sama rečeš, jezikoslovka, potem pa te je službena pot zapeljala predvsem v to bibliotekarstvo in zdaj si tudi višja bibliotekarka in obdana s knjigami, ki so ti všeč in so ti ljube. Ob vseh teh, ko sem prej uvodoma naštela tvojo kulturno dejavnost, to se pravi, kot kulturna delavka deluješ na najrazličnejših področjih, od tega, da konec koncev najprej kot ustvarjalka si pesniška ustvarjalka in seveda recenzentka, potem si pa tudi likovna ustvarjalka in ob vsem tem tudi učiteljica jezika za tujce in italijanščine za starejše osebe, torej za tretje življenjsko obdobje, pa še vodiš literarne pripravljalnice oziroma tečaje kreativnega pisanja oziroma te ustvarjalne delavnice. Zelo, zelo raznorodno in široko delovanje, ampak vse je nekako zavezano temu, kar jaz čutim pri tebi, ko rečemo tisto poezija, pa mislimo poezija tudi, ko samo zaznamo nek občutek, ki ga lahko tudi damo ali v umetniško fotografijo ali pa v tvoje številne ilustracije, ki pospremljajo tudi tvoje in druge pesniške zbirke. Opazili smo v nekem trenutku ta dopis Patra, a bi nam lahko tako na kratko za vse tiste, ki te ne poznamo, razen iz televizijskih ekranov, kako je prišlo do tega in kako da so povsod podpisane, mislim, da so zbirke podpisane tudi s tem. Ja, to je prav zanimivo. Ta nadimek sem dobila že kot mladenka, ne vem, tam v srednji šoli, med prijatelji, znanci, kakorkoli že. Nekaj si je šlo v zvezi s Kleopatro, ker moja sestra je pa Klementina in pa so to nekako združevali, na koncu sem ostala jaz pač Patra. S tem, da je ta nadimek postal tako močna zadeva, da je prekril moje ime. In pravzaprav me nihče ni klical Patricija, so me klicali vsi Patra. In zato sem se jaz pač pod Patro tudi počutila Patro, ne. Tisto sem bila, tisti, karkoli že pač ta Patra želi biti, ampak to je mene nekako zaznamovalo in zato sem si potem dajala zraven ta nadimek, zato da me tisti, ki bojo brali, sploh spoznajo, ker pod Patricija Dodič me mogoče marsikdo ni poznal, poznali so me kakor Patra, ne. S tem, da potem je to trajalo recimo, ne vem, 10-20 let tako, se pa med tem človek tudi seveda spremeni, rase, zreli in take zadeve. In potem, ali pa rajši kakor potem, zdaj se mi zdi, da je to en nadimek, ki ga puščam za sabo, ker je to del preteklosti, ker je to del ene druge Patricije, ki je recimo pred 15 leti bila takšna, zdaj je pa čisto drugačna. Jaz si zelo v svojem življenju puščam spremembe, se jih ne bojim, jih sprejemam in zato je potem ta Patra počasi gre, ker gre tudi tisto življenje
ki ga je tista patra imela stran in zato ga zdaj ne bi več dala recimo na pesniško zbirko ali pa kamorkoli, ker ga ni več na nek način. Ostaja še tu pa tam, ampak ni več tiste patre, no, tako bom rekla. Patricija, pa bi lahko rekli, če narediva eno tako povezavo med življenjem in doživljanjem nekega osebnostnega razvoja in pa pri kreativnem, ustvarjalnem razvoju, da to podobno doživljaš tudi pri svojem pisanju, ali je v tvojih 5 zbirkah nek lok, ki je tak, bom rekla, jaz ga opažam kot nek naravni razvoj in da ostajaš na nek način zelo zvesta temu svojemu primarnemu čudenju na svet, oziroma tej pesniški poziciji nekoga, ki pač vidi detajle in hkrati to doživljanje deli naprej. To, bom rekla, drobno doživljanje in z upodabljanjem ostrin in pa uvidov in pa predvsem k temu sestavnemu delu, ki je pa ta erotizem, sestavnemu delu poezije in seveda pomembnemu sestavnemu delu tudi življenja samega, ne, to je ta erotizem, ampak ne samo erotični naboj do druge osebe, ampak tudi do življenja samega, do narave in tudi do ustvarjanja. Vse to nekako beremo v tvojih pesmih. Vsekakor raseš s pesmimi. Če je bila moja prva zbirka, recimo, pa če jo danes preberem, mi je še zmeraj všečna, ampak bi ogromno preobrnila, predrugačila. Pravzaprav, po moje, pesnik z vsako zbirko raste. Raste v jeziku, raste v razmišljanju, raste v upodabljanju tega, kar hoče povedati. Nedvomno je pesem en tak prostor, v katerem raseš. Naj si bo res v tej subjektivni poziciji ali pa tudi iz zunaj, če gledamo. Moja prva zbirka je bila dokaj pozno, recimo za objavljanje, kakor se bi naj objavljalo že v mladih letih. Zelo sem samozahtevna, zelo sem stroga do sebe in kakor vsak pesnik najbrž bi si želela povedati tisto z manje več in te zadeve, ampak meni je jezik živo bitje. In rada se igram s besedami, s črkami, meni je to vse živo, to so mi bitja, ki pravzaprav stopijo vame, ki želijo tam biti ali pa ne in potem se kregam s temi besedami ali pa kakor živim biti, dobesedno. In zato mogoče, ko začneš pisati teh, kako bi rekla, subtilnosti do jezika, do samih besed, do samih črk, do samega izražanja zvena, pomena, mogoče toliko nimaš, kar se boljše iščeš. Ampak kasneje se vse te zadeve, se jih zavedaš in jih potem začneš tudi pri sebi upoštevati vse, kar želi biti napisano skozi te, ker na nek način, če se prime samo mičkano od tega Rolanda Bartha, ki pravi, da je avtor čist izničen, da je pesem sama po sebi eno bitje, nekoliko se mu približam, čeprav ne morem povsem avtorja izničiti, ne. Še zmeraj sem tu, še zmeraj sem jaz tista, ki upravljam s temi besedami, ampak vseeno so te besede lahko čisto samostojna bitja. Ja, na tisto, kar si me vprašala, rastem, jaz pri sebi vidim, da z vsako zbirko rastem. Trenutno je ena taka, o čemer bova verjetno potem še malo govorile, ena taka pavza, ker najbrž se v meni, zelo se mi v tem zadnjem desetletju se mi je ogromno zgodilo, ogromno reči, pač živiš, ljubim življenje, jaz sem tak aktiven človek, mislim, imam rada življenje, imam rada res naravo, kot praviš ti, vse imam rada pravzaprav, ker si dajem lepoto in ker si dajem lepo in tako. Je pa seveda potem odvisno, kaj od sebe želiš. Sama za reči prav,
niti ne vem več, če bo skozi mene se rojevala pesem. Mogoče bo kaj drugega, ne vem, jaz se prepuščam toliko, no, tako. In v teh pesniških zbirkah, 5 pesniških zbirkah, oziroma potem, ko pač ta zadnjo daš ven, sem dobila občutek, kot da bi povedala že vse, kot da bi se na nek način izpela, kot da je to in zdaj dovolj in to sem vam ponudila, vzemite, kar je na razpolago in decid, ne. Ampak ne, itak, če si pisatelj, pesnik, kakorkoli, če to v sebi čutiš, veš, da se nekje tam nekaj rojeva, ker jaz rečem, da čutim tle od zadaj tle na zatilju, da se nekaj rojeva in se rojeva, ampak zaenkrat je še tako v mesenju, v kvašenju, v vzhajanju, ali kakorkoli se reče. No, super, saj nič narobe, midve sva kar malo naredile s tem odgovorom. Ja. Že naš sklepno vprašanje, ampak nič hudega, bomo pa malo zamenjali vrstni red. Bova za hip še kar ostali pri vprašanjih zate in se bova potem dotaknili Vesne oziroma tvoje izbire, če si za to. In sicer dobila sem en preblisk, ne, začeli sva s Kosovelom, pa zdaj, ko si vse to razlagala, sem pomislila, da bi te bilo skoraj nujno vprašati, kako je študij francoščine in slovenščine, predvsem pa tudi poznavanje, ker si v italijanščini, predvidevam, v Trstu, vse to študirala, tudi italijanskega jezika in verjetno zaradi poznavanja jezika tudi literature. Kako je ta književnost vplivala na te kot na ustvarjalko? Zdaj mislim predvsem na pesnico, seveda ne toliko, v današnjem večeru bo fokus na pesnikovanje, ne toliko na tvoje likovno ustvarjanje. Namreč tudi diplomsko nalogo si naredila eno tako primerjavo oziroma zgodba stopinj pesnik Borisa Novaka in njegova stičišča s francosko literaturo, ne? Kar pomeni, da pravzaprav, da ti momenti stika ali pa oplajanja ali pa tudi zgledovanja ali pa pravzaprav privlaka, ne? Narava je polna navdiha in nas privlači, pa to, kot ti praviš, ta vitalnost, življenje, je pa literatura sama tudi. In tudi to ti sama potrjuješ v svojih knjigah, bodi si s posvetili, z nanašalnicami na druge prebrane, recimo Milana Deklevo, s citatom in tako naprej. Kako bi izpostavila ta odnos? Predvsem študij v Trst me je spet, bom rekla, zaneslo življenje, ne. Ni bilo to predvideno, ampak pri meni gre vse tako nekaj na blef. Na blef v smislu, da se vržem v tisto, kar mi ponuja življenje. Študij v Trstu je precej drugačen kot v Sloveniji. To moram poudariti, je pa odločitev za slovenski jezik v Trstu, vsak me čudno pogleda, ne, ker kaj pač tam počneš, ne s tam. Dolga zgodba povezana z mojim osebnim življenjem in tako naprej, zato pač slovenščina. Je pa čisto drugačen študij tudi slovenščine. Tudi tam, predvsem smo se v vseh 4 letih nanašali na poezijo. Videla sem, da si imela kot gosta tudi Kravosa, ki je bil tudi moj profesor, pa Košuta, pa tako naprej in kup teh ljudi. Zanimivo je, da je na nek način, da sem si zadala mogoče tako eno primerjalno književnost, ne tako, kar je v Sloveniji, ampak zanimivo mi je bilo primerjati vse te zadeve. Borisa Novaka, njegova poezija mi je zelo sedla, ker se nanaša pravzaprav na ta zven in pomen, ki je meni zelo pomemben, ta notranji ritem. Je pa mogoče tudi v pogled, ko greš tako več teh jezikov, pa recimo slovenščino v nekem prostoru, ki ni dosti prijazen niti do Slovencev bil takrat, niti do slovenskega jezika, na nek način tudi izziv. Več ali manj smo se posvetili poeziji, zato je meni poezija še bližja mogoče. Je pa to prepletanje recimo med
vsemi temi jeziki zanimivo, tudi zaradi tega, ker so me fascinirali že kot srednješolko simbolisti, naprimer, francoski simbolisti, in potem najti to povezavo, ne si bo z našimi, ne si bo, recimo, jaz sem takrat tudi Kosovela zelo povezovala s francoskim, mislim, zelo najdla notri njega v tej filozofiji, recimo, no, tudi teh francoskih simbolistov. In mislim, če si tako učljiv, študiozen človek, te zadeve vse fascinirajo, no. Ne vem, če sem ti odgovorila na tvoje vprašanje. Prav točno, zgubim se jaz malo še zaradi tudi utrujenosti malček. Ne vem, če sem ti prav odgovorila. Ja, bova šli kar do naslednjega vprašanja. Ja, moj namen je bil povprašati o tem, kako imaš občutek, da odzvanja to znanje, ne, in poznavanje seveda, da. V svojem lastnem pisanju, a ne? To sem mislila vprašati. Seveda, da odzvanja, zato ker jaz si pustim vplivati mogoče glih od vseh in tudi iz vseh zvrsti umetnosti. Ne si bo iz strani literature, zelo pomembna mi je glasba, zelo pomembno mi je slikarstvo, zelo pomembno mi je gledališče, zelo pomembno mi je vse. Mislim, celoten spekter umetnosti mi je všečen in zato, če je meni všečen v tem vsakdanjem življenju, zakaj mi ne bi bil tudi v pesmi oziroma zakaj ne bi ta svet, ker ti bom kasneje povedala, ko me boš vprašala, kaj mi pomeni pesem. No, zdaj pa lahko preideva na tisto vprašanje o vplivu tega bodisi geografskega prostora, bodisi tega nekega kulturnega ali pa tudi družinskega ali pa tle lahko mišljeno zelo široko, ne? Kaj je tisto, kar misliš, da je močno vplivalo na tebe kot ustvarjalko in na tvojo pesem. Tu seveda lahko tudi poudarimo tvojo domovino na tem nekem robu, ne? Kako že ti imaš en ta izraz, da je lih na konfinu vsega, ne? Justo na konfini. Kako? Justo na konfini. Justo na konfini, evo, tako. Ja, rojena sem v... Meja, ne? Če lahko malo... In ali se ti je to vplivalo že na nek način na tvoje ustvarjanje? Gotovo v poeziji vidimo v pesmih odzvanja, ne? Ta kras, brkini in tvoja pripadnost, ne? In izkustvo otipanja te vrste zemlje, mislim, da bi se lahko tudi iskalo med tvojimi verzi. Tako ti bom rekla, vse vpliva. Vpliva družinski prostor, mislim, če gremo pač v te sfere, vpliva geografski prostor in vpliva ne nazadnje kulturni prostor. Rojena sem bila v eni dolinici mlinarjev, čisto na samem, do 12 leta sem živela pač v tisti dolinici in že to je zelo, zelo, zelo zaznamovalo mene. Svojim sodelavcem pravim, da ne se čudijo moji čudaškosti, zaradi tega, ker sem do 12 leta živela na samem, sredi gozda, pač ena hiša tam, pol čez 2 kilometra in tako naprej. Seveda vpliva. Veliko narave, veliko samote, veliko tišine. Kar na nek način dobim tudi v poeziji. Ko se ukvarjam s poezijo, je ogromno samote, ogromno je samopovpraševanja in ogromno je tiste narave, ki je v meni ali pa izven. Kar se tiče družinskega, pač tega prostora je mogoče tudi pomembno, seveda, v kakšni familiji rasteš, logično, ker nekdo, ki ima konstantno, ne vem, neka nasilja ali pa ne vem karkoli, bo sigurno na čisto drugačen način, če piše, pisal. Kar se tiče geografskega prostora, je za moje pojme tudi zelo pomembno, prav zaradi tega, kar ti govoriš. Rojena sem na meji. Že tako ali tako je, potem, ko smo se preselili pač v to vasico, nad to vasico, v kateri sem prej živela, smo povsem na meji med Čičarijo, na meji med Brkini, na meji med Notranjsko, na meji med Primorsko, Notranjsko, na meji med Flišnato in Kraško, povsem na meji. In na meji konec koncev tudi 3 mej, Hrvaška, Slovenija, pač Italija. Ne nazadnje je cela moja družina povezana zelo s Trstom, veliko bolj kot z Ljubljano. In ja, me je zelo zaznamoval ta prostor.
zanimajo me vse stvari, ki se dogajajo, ki se tičejo, kar se tiče Trsta in tako naprej. Mogoče bom rekla, da mi je bilo najlepše obdobje Trsta, tisto, ko je bilo največ Slovencev v njem, ampak tu smo zdaj, ker če ne se lahko kaj zakvačkamo. Je pravzaprav vsak prostor je pomemben. Prostor, ki ga ti potem tudi v poezijo vneseš. In prostor, ki ga v poeziji ustvariš, dobesedno v neki pesmi, ki ga ustvariš. Meni recimo je mogoče še bolj pomemben tistega zunanjega prostora notranji prostor. Prostor, ki ga v sebi skozi leta, desetletja, stoletja, ne vem, tisočletja, kolikor pač živimo, s prenašanjem tudi spominov in vseh teh zadev, pomembno. Spomin naj bi se prenašal enih 4 do 6 generacij in ne moreš mimo tega, da so tu bili kraji, ki so dajali skozi najprej Avstro-Ogrsko, torej Habsburžane, potem fašiste, potem komuniste in zdaj smo prišli recimo v neko demokracijo. In vse te stvari, vsa ta prostor, ki ga ti doživljaš, tu zelo, zelo vpliva. Vidim tudi po drugih, mislim, ne da se zmišljujem, ampak prostor vpliva nasploh tudi na ljudi v moji okolici in konec koncev tudi ti ljudje vplivajo name in tudi to vse vpliva na tisto, kar pišeš, kar izraziš, zato ker zame je pač pesem, pisanje pesmi, izražanje čutenja sveta oziroma to, kar pač sem. Kot je rekel Kosovel, moj obraz je moja pesem. Torej, moja pesem je moj obraz in zelo, zelo je to moje. Ker skozi mojo pesem pač v pesmih dam vse tisto, kar čutim do sveta, vse tisto, kar mi tudi ta geografski, družinski in ne nazadnje kulturni prostor, zato ker v kulturnem prostoru je pa seveda pomemben jezik, pomembno je, kako si ti identiteto pač, mislim, kako ti razrešiš te svoje zadeve, tudi z identiteto in kulturni prostor je seveda tudi vsakdanjost, ne, koliko na te vpliva pač tudi ta vsakdanji sistem in kako rešuješ potem te probleme sam s seboj. Seveda prostor je zelo pomemben, tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da pesnik mora pogledati, ali pa pravijo, da mora pogledati tudi tja, kamor drugi ne vidijo. Je neke vrste jasnovidec ali pa prerok ali pa kakorkoli želiš to izraziti, kakor je bil tudi Kosovel, ne nazadnje. Bolj osredotočen ali kaj jaz vem na pojave vsakdanje in potem je ta pesem bolj občutljiv prostor in iz tega potem ven lahko marsikaj se še razplete. Odvisno potem, kaj želiš s to pesmijo narediti in koliko želiš tega prostora vplesti in kak prostor ti potem tudi odpreš v eni pesmi. V eni pesmi ti odpreš lahko milijone prostorov, lahko gre za linearnost, lahko greš v podzavest, domišljijo, odvisno kakšne prostore. Odvisno potem od posameznika, kaj kdo želi povedati s svojo pesmijo. Ne vem, zdi se mi, da dosti povem nakladam, ne vem. Vse je pomembno, vse te za ta pesniški, ne vem, humus, habitus, kakorkoli že, je pomembno tudi to prostor, tudi sistemski prostor, recimo, ti se potem poigravaš s temi vrzeljmi tega sistema, vse te zadeve, ne vem, to bi bilo to. Ja, hvala in med drugim tudi odpiraš v svojih pesmih tudi večdimenzionalno branje oziroma večkratno branje pesmi in se s tem odpre različna pesem. Ampak potem lahko še rečeva pri vprašanju o jeziku, do tedaj bi te pa najprej prosila morda, da kar prebereš nekaj svojih pesmi. A si za to? A se počutiš zdaj za branje? Lahko preberem. Koliko pa jih lahko preberem? Po želji. Ok.
Potem bi prebrala 4, če smem. Niso preveč dolge, so pa iz različnih pesniških zbirk, mogoče tudi zato, da si tisti, ki me ne pozna, ali pa tisti, ki pač si želi karkoli prebrati, ustvari kako misel, kaj bi rad bral. Prva je iz prve pesniške zbirke in je naslov Norost. Čakaj, moram samo svetlobo ujeti. Prve pesniški zbirki je naslov 5 minut blaznosti, pesmi iz nje je pa naslov Norost. Imeti več rok, z 2 božati, z 2 objemati, z 2 pisati. Bi jih bilo dovolj za čutenje sveta? Pljuniti v obraz, ko ni več ljubezni in ključev v roki, trepljajo po rami. Ko ni več klicev ob 6 zjutraj, bombnih napadov in nosečih žensk. Ko je samo norost in pogled pod oblakom in noč. Šrbeč žev, pusti me, da spavam. Ko mi rine jutro pod veke in se najdevam, ko hočem znova vstati. So dnevi, ko bi se samo ljubila, in so dnevi, ko sem čisto nežna in zaljubljena. Ko bi rada, da je nekdo tu, ali da sem jaz tam. Ko si odišavim sobo, da ne smrdi po roži mesojedki, ker ima neznosen vonj. Ko sta na mizi 2 prazni steklenici vode, v meni pa še kapljene. Ko oče in Lana načrtujeta, ko sestra kuha in kuha, ko mama dela od jutra do večera in se več ne sprašuje, zakaj. So dnevi, kot je ta. Ko črn pes pred pesjakom obleži, ker ga je povozil tovornjak. In ne veš, kaj bi, in ga božeš. So dnevi, ko gledaš SS mater, ki usmrti lastne otroke, da jih ne bi zajeli ruski vojaki. Ko gledaš vojaka, ki s kladivom raztrešči dojenčkovo glavo, ker je z druge strani. So dnevi, ko bi se le stisnil. In bil za dolgo tiho, le stisnil bi se. In bil tiho. So dnevi, ko bi, da si tu. Ko nekdo srka pivo ali čaj, ko nekdo razpravlja o krški nuklearki in si gleda dlani, ko nekdo polije kavo in nekaj sitnih ženi zagrozi. So dnevi, ko v srcu samo še mižim. No, to je ta iz prve. Potem bom eno izljubim, ja, ta mi je taka. Ali ima Bog gube okoli oči od nenehnega smeha? Ali ima Bog jajca, velika jajca, ali jih ima? In kako globoko so zgarane njegove roke? Kako vdrt je njegov obraz? Ali se mu kdaj naježi koža, medtem ko sluzasti starec posiljuje mlado dekle? Ali kdaj solzi vedra vode, ko gleda 4-letnika? Ure in ure, privrvljenega k posteli, ker ni pojedel do konca kosila. Ali Bogu usivijo lasje? Se kdajkoli postara ali je vse skozi mačo in fit? Ali kdajkoli zazebe v njegovo dušo, medtem ko človek človeku postaja zvir? Ali Bog verjame v človeka? Ali verjame v njegovo babico, v njegovo smer, mu žebra zdravo Marijo, Ano, ljubico in še katerokoli človeško mater? Človek naš, ki si na zemlji, izbrisano bo tvoje ime. In se Bog človeku kdajkoli spove? Ali Bog ubija v imenu hiše in človeka, ki ga je menda ustvaril po lastni podobi? Ali Bog verjame le v enega človeka ali tudi v njegovo prikolico, otroke, avto in še kaj? Ali Bog se kdajkoli vpraša, če obstaja in zakaj? Ali se? Ali se? Ne vem, pa še dve, sem malo krajše. Ena je iz Vade. Vada je voda. Vada se po brčinsko reče voda.
In ker je voda meni zelo pomemben element in ker sem vodno znamenje in tako naprej in ker me rešuje v mnogih zadevah, sem ji posvetila pač zbirko. Bibavica. Zdiš se mi znan, s pračasom slik v očeh, s težkimi vekami obločilih časa, s kožo bordelo od zvezdnih hrl, brez prilastkov in gov, drhteč od barv, globlji od reza. Skozi neba in bibavico v duši, srkaš iz ust v usta, iz rok v roke, iz tebe vame, iz bokov v boke. Skozi rože na šipi me rojevaš in čisto vseeno je, komu prej pride. Ta je erotična, pač kakorkoli. In še eno bom, potem se ustavim. Iz zbirke Črno obrobljene oči je ta, jutri boš rdeča. Ko boš velika, boš metka, saj veš, se boš ljubila v kletnih prostorih, boš brala čudoviti klon, si ob njem mislila karkoli. Na tvojih licih sledi vesolja, celestinsko prežvečena in sveža boš, misli pa stopljene v neskončni bolero. Ali še vohaš sladki janež in ciklamasta jutra? In boš konstantno srečna, boš izražala svojo notranjo luno, boš ženska, ki samo objema, boš polagala roke na čela, da bi zginilo slavo, boš drsela vase, se pokrivala z meglo, da ti ne bo mraz. Ozrla se boš na poškropljenem oblaku, prepoznala dih in hitrejši srčni utrip. Boš puščala času čas, da se barva zeleno. Naokoli boš hodila bosa s pegami dežja na licih. Vseh starosti se boš kot smrt nahajala na koncu leve roke. To bi bilo. Hvala, Patricija. Mimogrede, jaz prihajam iz Briške vasi, ki je sestavljena iz 2 delov, Gornje Cerovo in Dolnje Cerovo. In v eni vasi se reče Vada za vodo, in se pa reče Vda. Tako da imamo mi celo enako Vada. No, potem je vse. Voda, Vada. No, in ker je morda, nisem prepričana, ampak morda pa tiči vendarle kak zajček tudi v odgovoru, ki ga moram ponavadi moji gosti zastaviti na začetku, te bom pa zdaj poprosila, namreč Vesno Šare smo opravičili, zbolela je, ampak meni je bilo zanimivo, ko sem ti ponudila, da nekoga izbereš, si v hipu izstrelila, kdo bo sogovornica, in glede na to, da Vesna Šare prihaja iz Koprskega, si mislim, da smo spet nekako rotirajoči bolj proti morju in Sredozemlju. Kaj te je prepričalo in če poveš par besed o njeni poeziji? Si tudi pisala spremno besedo k pesniški zbirki. Ko si me vprašala, koga naj predlagam, sem kar nekaj časa razmišljala tudi zaradi tega, ker sem mogoče zadnjih par let malček ven iz vsega, kar se tiče poezije, literature in tako naprej, ker je ogromno drugega. Vesna mi je recimo, da zelo veliko se ukvarjam tudi drugače s poezijo, tudi sicer, kakor pač mentorca, urednica, kakorkoli. In vodja pač tudi kakih literarnih delavnic, poezije in tako naprej. Tam sva se tudi s Vesno pravzaprav verjetno kdaj spoznali. Mi je ena, bom rekla tako, meni osebno najboljših slovenskih pesnic, kar ni nujno, da je nekomu drugemu, ampak sama jo tako čutim. In v njej je, pravzaprav mi je všečna njena poezija zaradi tega, ker je ženska, ki si upa povedati, mogoče tudi malce šagalovsko nadrealistična,
malo nagajiva, malo realna, malo igriva, malo trpka, malo magična, malo resnična, malo vsega na nek način. Ampak recimo pri njenih pesmih, kar se mi dogaja recimo tudi pri pesmih Ali Adam, me zamrzne. Ko preberem njeno pesem, me dobesedno zamrzne. Jaz ne vem, njene pesmi vidim. Toliko ima metafore, ki je meni zelo všečna, da mi njene misli, njeno čutenje, njeno bivanje, njeno pesem nariše. Ker sem zelo vizualen človek, si jo predstavljam, jo vidim, jo razumem v trenutku. Je pa res, ima ogromno metafor, ki so tudi meni všečne, ki sem jih v prvi pesniški zbirki ogromno uporabljala, ampak je pa tudi to, kar sem ji želela kot vprašanje postaviti, ne, kadar greš ti v preobilje teh metafor, se zna zgoditi, da se zgubi poanta, da si nerazumljen, da si hermetičen, in tle me je zanimalo, kako bi me ona odgovorila, kako pač reagira na te, če ji pač nekdo reče, da jo ne razume, da je hermetična, kakšne občutke ji pač ustvari. Zato, ker sem pri sebi, pri prvi zbirki, ravno tako imela ta občutek, ampak tudi danes vem, takrat nisem vedela, ne, da si s to preobloženostjo včasih mogoče prehud, pretežek, preveč te je. In pri njej mi je všeč pravzaprav prav ta metafora in ta erotičnost in tako, kakor mi je erotika bila všeč pri Berti Bojetu in tako naprej. Všeč mi je, da si ženske upamo povedati tudi v tem erotičnem kontekstu in reči, ne bom rekla zdaj bob, ampak recimo Jožku Jožek in take stvari, no, tako v tem smislu, da nimaš te moško-ženske literature, ampak da znaš tudi ti svoje povedati, kar se spolnosti tiče in kar se tiče teh mogoče, ne maram teh moško-ženskih pač pisanj in tako naprej, ampak všeč mi je, da si tudi ženske kdaj upamo kakšno besedo izreči, ki je dana bolj moškim, kakor nam. To o Vesni, zato bi je tudi malo žal, da jo ni danes, ker bi mogoče marsikaj zanimivega tudi ona povedala. Ja, bomo počakali na novo priložnost, gotovo bodo še sploh, če bomo tudi se srečevali odslej bolj pogosto. V živo, ja. Ja, je pa ob tem, kar si povedala, zanimivo pri Vesni vendarle tudi to, da ta njen pesniški pripovedni, pesniški tok je pa vendarle pripovedni, ne, kljub temu, da si pravila, kako nanaša in kako ti to potem vidiš, ampak glas govori kot bi pripovedoval, ne, velikokrat. Ti si celo izbrala eno oziroma dve njeni pesmi, mogoče nam jo približaš, mislim, da Vesna gotovo ne bi imela nič proti. Mislim, da ne, in tudi mislim, da si zasluži. Tako da z velikim veseljem bom prebrala. Ena je bila, mislim, da v Kranju na ulicah, ki je tam pač razstavljena in mi je tudi padla v oči. Druga je pa taka bolj strastna, ki sem jo iz neta pobrala, ne vem, če je že v kakšni zbirki ali pa ne. Prva, tista, ki je bila v Kranju na ulici, se glasi takole. Kjer ni več nobene roke, leži svetloba in čaka, da pridem z lisicami in uklenem to temo, to samoto, ki polega vse, ker so hiše same, ker so drevesa sama, ker so smetnjaki sami, ker so sama otroška igrišča in čisto na robu so same zvezde v temi, v katero ne grem, ne danes. To je ta kranjska, bomo rekli. Ta druga pa je... Meni se recimo všeč mi je pri Vesni erotika, meni je pač erotika všečna, kakorkoli, kar se tiče erosa, pač ljubezni, zame je ljubezen največji, najlepši pojav, kakorkoli ga imenujemo v tem življenju, poleg seveda svobode. Ko se te dotaknem, počasi s prstom podrsam po tvoji koži. Nikoli ne vem, če je mehka ali trda, ker pod blazinico začutim bojevnika z nožem. Ko se te dotaknem počasi cela, se prislonim čisto blizu.
Nikoli ne vem, če si vroč ali mrzel, ker s telesom začutim bobnenje krvi. Ko se me dotakneš na hitro z zobmi, se me napiješ kot zvir. Nikoli ne vem, kdo je bolj na tleh, jaz ali ti. To je Vesna. Vesna ima še ogromno tega. Tako da, mislim, da je ona ena takih, kakor sama pri sebi svoj proces zadnja leta opazujem. Jaz sem povsem poniknila, Vesna je pa vzbrstela in ne vem, koliko pesmi na dan ali pač na teden napiše, tako da, ko rečejo južni, alej vera. Tako, ampak tudi Vesna ima posebno svojo zgodbo, ki nam bo gotovo jo kdaj tudi v živo predstavila. Namreč tudi sama ni veliko let pisala in najbrž se je v njo nalagalo vse to in tam zorelo, zato ker stvari, ki si jih danes izbrala in prebrala, obe pesmi, sta gotovo prečiščeni, jedrnati, kratki, mogoče celo nista najboljši primer za to nalaganje, o čemer si prej govorila, so pa tudi Ja, vsekakor nisem se nanašala na prej. Tako, da to še poudarimo. Obenem pa tudi hvala za tvoj pesniški izbor svojih lastnih pesmi, ki si prej izbrala. Že prej sem hotela pokomentirati, pa da ne bom pozabila, bom kar zdaj povedala. Zanimivo se mi zdi, kako ko beremo, kako nas nagovori vedno časki lepo sozvanja v trenutku. In mislim, da vse, ki si danes prebrala, so kot bi bile pesmi za ta dan, ne, oziroma za to obdobje. In to je ta moč pesmi in moč govorice pesniške. Zdaj pa ravno to, če rečem pesniška govorica, ne. Pesniška govorica je med drugim tudi konec koncev prav iz tega jezika sestavljena. Pri tebi je tako, da v primeru, ko uporabiš kako narečno besedo, jo tudi pojasniš, drugače pa seveda pišeš v knjižnem jeziku. No, in to, kaj je zate jezik, bi me zanimalo. Ali ta jezik doživljaš glede na to, da si tudi upodobljajoča umetnica, to se pravi likovnica, ne, da je tvoj drugi jezik, je pač sredstvo, je pač čopič oziroma so barve. Tukaj pa gre za besede in potem kako iz besed, kako iz jezika napraviti govorico, kako se je tebi to zgodilo in ali je jezik pravzaprav sestavni del pesmi. Prej si že nekaj povedala, ko si se nanašala na Borisa Novaka, na zven in pomen, to se pravi, kako ti je oboje pomembno, ne, tudi zaradi, kot ti rečeš, všeč nam je glasba, ne, to je prav tvoj všečno. Ja, skratka, in zanima me, kako se pri tebi, kako se je, no, ker zdaj praviš, da v tem trenutku nisi tako intenzivnem stiku s delanjem pesmi, ne, kako se je ta pesniški jezik oblikoval in se glede na realnost odtiskoval v pesem in gnetel v to potem pesniško, umetniško realnost, ne. Nekaj si že na začetku omenila ta tudi razvoj, ne, ki tako kot je pri človeku, tako je tudi pri ustvarjanju. Kako je torej z jezikom pri tebi? Zelo je ključen mi v poeziji. Mogoče tudi zaradi tega, ker sem jezikoslovka, ker mi je jezik že sam po sebi zanimiv, ampak jaz jezik jemljem kakor eno spet živo bitje, kakor eno raison d'être, ključno, dobesedno ključno, naj si bo za poezijo, kot tudi sicer. Seveda, v knjižnem jeziku se, ko se pogovarjam, bolj malokdaj izražam, zato ker mi je preuraden, mi je pa všečen za pisanje. Je pa mi jezik eno tako bitje, s katerim se zelo rada igram. Študirala sem slovenščino v času Toporišiča, ki si je ogromno zadev tudi sam, bomo rekli tako, izmislil kakšne besede in tako naprej, in potem sem si jaz mislila, dobro, če si lahko on, zakaj si jaz ne bi in tako naprej, bla, 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 te mladostniška uporništva, ali ne vem, kako bi se reklo. Zelo rada poslušam, kaj želi v meni jezik izraziti.
če je to ena nova beseda, ki mi nekaj cajta odzvanja tam v glavi in želi priti v življenje, na papir, v to pesem, potem jo pustim, ne glede na razmišljanja drugih. Ne zanima me toliko, kaj si pač drugi bojo o tem mislili, ampak mi je ta proces igranja z jezikom tako simpatičen, sploh je to igranje še lepše, če ga poznaš. Če ga poznaš v nulo, če ga poznaš do bistva, do korenin in potem ti lahko z njega počneš, kar pač želiš. Besede, meni so pomembne celo črke, pomemben mi je zven, pomemben mi je pomen. Mora mi nekako en notranji ritem se uglaševati. In če se ena beseda mi vriva, če tudi jo jaz osebno ne sprejmem, če tudi si rečem, da mi je ta beseda, ker jaz imam pač en seznam besed, ki so mi zelo všečne in imam tudi besede, ki so mi zelo grde. Imam tako, se obnašam do njih, kakor do živih biti, no ne vem, kako drugače se izraziti. Potem te besedi, če tudi mi ni všečna, če ta pesem želi, da je ta beseda tam, potem jo jaz tam pustim. Če tudi meni ni všečna, no, nekako eno oddaljenost naredim do te pesmi, takrat, kadar pač se zgodi. Jezik sam po sebi mi ogromno daje. Mi daje tudi en prostor ali pa en čas, v katerem bivam, ker se lahko nanaša na preteklost, lahko se nanaša na prihodnost, lahko se nanaša na mojo podzavest, lahko se nanaša na neko transcendenco, lahko se nanaša na čisto materialno bivanje, karkoli, v glavnem, mi je pa najpomembnejši jezik, s katerim lahko izrazim prav tisto čustvo, ki si ga želim. Pri meni je recimo dosti fragmentarnosti, veliko je odsekanosti, ampak to ne zaradi tega, ker bi si želela tak čas odsekan ali pa karkoli, ampak predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da mi vsaka beseda ima svojo težo. Če dam piko, jaz imam zelo rada še vedno ločila, nimam kaj preveč pesmi brez ločil, zaradi tega, ker mogoče sem tle malo trmasta in si želim, da pesem bralec prebere tako, kot sem jaz želela, ne tako, kot je on želel. Mogoče sem tle malo bedasta, ne vem. Ampak še zmeraj imam rada jezik, tudi slovničen jezik seveda, in mogoče ta jezik, ki zna ustvariti v pesmi tišino, ki zna ustvariti en počitek. Ne vem, enkrat vem, da sem nekomu rekla, ko me je spraševal, zakaj toliko te odsekanosti, fragmentarnosti, pravzaprav meni vsaka pikica v moji pesmi pomeni eno klopco, kamor se ti lahko usedeš in malo razmisliš. Zdi se mi, da je pesnik v današnjem času zelo, torej pesem, pravzaprav poezija malo postavljena ob stran, mogoče zaradi tega, ker zahteva čas in zahteva osredotočenost in zahteva en malček razmisleka. In je nabita z vsem, je en sežetek tistega, kar bi mogoče, ne vem, v enem romanu 300-stranskem povedal, ti se žmeš v en nabitek te pesmi in potem iz tle povzi ali pa kakorkoli žari ali pa kakorkoli. Pomemben mi je prav zaradi tega, ker mi je živo bitje. In brez tega igranja, ki ga poznam v jeziku, ne vem, če bi lahko karkoli ustvarila. Zame, jaz ne morem pisati recimo v nekih določenih oblikah. Meni je za moj karakter, mislim, za moje bivanje in za mojo to, da se prepustim, pač je prosti vers, ki seveda upošteva teorijo pisanja in poezije in tako naprej. Brez tega, za moje pojme, malček te teorije pa seveda moraš poznati. Sej so tudi ljudje, ki mogoče pišejo, ker so, ne vem, neki ljudski pesniki ali pa kakorkoli, ampak mislim, da vseeno malček te teorije je potrebno poznati, če želiš ustvariti močno poezijo, torej če želiš zadetno, ne vem, kako se izraziti. Ja, je dragocena, umska in
in tudi jezikovno, mislim pač snov, ki jo rabiš pri pesmi, no, tako. Ali morda nastajajo pri tebi pesmi različne, glede na to, da imaš ene take, tako kot si rekla, da so pač morda in daljše, in tudi narativne, ne samo pripovedne, ampak tudi mogoče prozaične, druge so pa zelo delujejo na neki kračini, na nekem umanku, na nekem začudenju, na neki tudi niti ne eliptičnosti, ampak absolutno odšiljenem materialu, ne. Gre za različne gradnje. In me zanima, ali je tudi postopek nastajanja drugačen in kdaj potem, ko nastaja pesem in ko nastaja potem tudi na papirju in se formira v to snovno obliko, ne, kdaj veš, da je to pesem in kaj je zate pesem, to vprašanje, o katerem si rekla že prej, da boš odgovorila. Ja, pesem je moj obraz, ali kako že, tako kakor je rekel Kosovel. Nekomu, ki me ne pozna, prav nič, mu rečem, da naj prebere moje pesniške zbirke, ki seveda niso pač tudi za vse bralce, nekomu so prehude, ampak tam je cel moj svet, vse moje razmišljanje, cel odnos do sveta, do ljudi, do kogarkoli želiš. Želela bi si, da bi bil ta obraz tak, da bi mogoče nekdo v njem odraščal, mogoče se kdo kaj naučil, mogoče kdo kaj razmislil, mogoče nekdo se našel tudi v tej svoji izkušnji skozi te pesmi, saj dobro, to si želi vsak, ki piše najbrž, no. Ampak ja, nastane, pravzaprav ti niti ne vem dosti povedati, kako nastane, zato ker jaz pesem recimo v svoji glavi najprej vidim, jo vidim najprej. Pač pride mi nek uvid in potem tista začetna strukturica, ampak ne razmišljam o tem, ali bo iz tega nastala taka ali drugačna, ali kratka, ali nekratka, ali pripovedna, ali lirična, ali kakršnakoli pesem, ker se kar prepustim, tudi ne nastane vsa v enem dnevu, lahko nastaja ne vem koliko časa, lahko nastanejo začetna dva verziča in potem na tisto nekaj nadgrajuješ, ali kakorkoli že. Jo pač moraš malce pustiti, da se pubertetniško razlaufa, jo daš ne vem v kak predal ali pa pač na neko omaro ali ne vem nekam, kamor bo svobodna, in potem čez nekaj cajta jo pač primeš spet v obdelavo in tam pol vidiš. Jaz pravim tu, ker sem pač že povedala milijonkrat, da se mi zdijo moje pesmi, da pišem pesmi vedno, da se jih bere glasno. Če jo bo nekdo prebral potihem, ne bo začutil tistega, kar bi si jaz želela, da bi začutil. Kadar jo prebereš na glas, ti bojo vsi glasovi nekaj dali, nekaj povedali. Ti bojo, ne vem, napolnili eno ali drugo čakro, ali pač, ne vem, ti neke frekvence drugačne dali, ali pa kakorkoli že. Tudi ne vem, ali bo to dvovrstičnica in pika, ali bo to, ne vem, čez 3 strani ena pesem, ali pa kakorkoli. Samo prepuščam se, da se ona, včasih si mislim, da sem samo nek medij in da nekaj piše skozi mene. Tako da potem v nekem času mi sama pove, kdaj je narejena. No, ne vem, kako ti reči to. Začutim jo, začutim vse te besede, vse te pike, vse te, ne vem, reče zdaj pa dovolj in bašta in pedi in te damo ven in ali si okej ali nisi okej. Jaz imam en tak odnos s stvarmi, kakor z ljudmi. Zame, ne vem, verjetno, če bi me dajali v predalčke, bi rekli, da sem animist, ali kaj jaz sem kaj. Zame ima vse dušo, tako da mi je vse živo. Mogoče zato, ker ljubim življenje in vidim življenje v vsem in potem tudi v tej pesmi in teh črkah in tem jeziku in pač vsem tam, no. Tako da je ta proces nastajanja je kar močen, ampak moram povedati, priznati, da že kakšno leto ne pesniško ustvarjam, ne fizično, mislim, dam na papir tle odzadaj se že, ker se mi je zgodila pred leti ena huda zadeva
In takrat so se mi besede dobesedno zaklenile. Ne vem niti, kako to razložiti, ampak dobesedno tako sem čutila, da se je nekaj zaklenilo in ne pride ven in zdaj počasi se spet ta zadeva malček odpira, ampak ne morem garantirati, ali bom šla potem še v poezijo, ali bo tukaj drugega nastalo. Prepustila se bom tako, ker vedno in nekaj bo že nastalo, če bo že imelo nastati. Tako. Prej si omenila, Patricija, pomembno glasno branje tvoje poezije. Nekaj podobnega si tudi v podnaslovu oziroma pripisu te tržaške edicije tvoje knjige, ko je išla pri Tržaškem založništvu. Ljubimje, da so bile tako Ljubimje, ki jaz to pesem je asociirana, to je 4. pesniška zbirka po vrsti, razume se lahko kot pokrajino, tako tudi piše avtor spremnega besedila in tvoj življenjski sopotnik, kakor piše v knjigi. In tudi zvočno res slišimo nekaj podobnega, Ljubimje, ampak po drugi strani je pa to, kakor da bi spel skupaj ljubim je, torej njih, njene, pesmi, ljubim je. Tudi. Te je razumelo, sem najprej dobila asociacijo, da pač, ker jih ljubiš, jih tudi želiš, da so natisnjene, ker so do takrat bile samo momljane, kot si ti se poigrala s tem. Ste si razumela zadevo, ja. S tem, da je to ljubimje, pri meni tudi pač ta prostor, o katerem smo se prvotno pogovarjali, en svet, en moj mehurčkast svet, torej en svet, ki je moj mehurček, bom rekla raje tako, v katerem sem vedno bolj, se mi zdi, kjer je vse lepo, vse dobro, zelo, mislim, določene fraze teh misic bi tam uvedla, ampak bi jih tudi realizirala, bi bil ta svet res zelo lep, žareč in poln srčnosti, srčnih ljudi, srčnih pesmi, srčnega vsega, kar mi je še zmeraj na prvem mestu, srčnost in spontanost in te zadeve. Tako da ja, Ljubimje je ena taka zbirka, kamor je mogoče res vsa moja ljubezen noter dana tudi do tega jezika, tudi do te pesmi, tudi do teh besed na nek način. No, ampak zanimivo, prosti, samo to sem še hotela reči, da zdi se mi res pomembno to izrekanje na glas, kot praviš, in tudi to, da pesem iz tega, da hodi neko življenje s teboj, s tvojimi usti, ko pač recimo jo recitiraš ali pa poveš na javnem nastopu, do tega, da se osamosvoji v knjižni obliki še najbolj. V revijalni se lahko porazgubi, oziroma je manj dosegljiva, ali pa tako na spletni, tudi vsake toliko, ampak skratka ta objava, to je to, kar pa da potem pesmi neko samostojno življenje. Ta v bistvu, zelo mi je bilo tudi z tega stališča zanimivo, ne samo pomen ljubimja, ampak tudi ta poudarek, kako je za avtorje vendarle pomembno, da izda, da so pač da pride do ušes, do oči, do srčka, predvsem do tistega trebuščka tle, teh drugih možganov na nek način. Tako. Pa me zdaj še zanima, ker smo zdaj že kar nekaj govorili o tem, kako, mislim, da pri tebi niti ne gre to za neko samozaviranje in samocenzuriranje, kar mogoče pri kom drugem, ampak bolj to, kakor si že omenila, če sem te prav razumela, da je šlo samo za to neko sosledje in za neke stvari, ki se zgodijo v življenju in da si se kot da izpisala in se zdaj stvari samo nalagajo in ne veš, kak jezik umetniški bo šlo. Ampak me zanima za te pesmi, ki pa so tvoje, zdaj so sicer samo svoje, ampak ki jih, kot si na samem začetku rekla, z veseljem lahko prebereš, če tudi so nastale in so bile v prvi zbirki. Kaj imaš občutek, da razprejo? Kakšen je tisti prostor? Glede na to, da govoriš o tem mehurčku ali pa jaz temu, kar rečem mikrokozmos, v tem mikrokozmu so najbrž doma tudi te pesmi ali pa vsaj pridejo na obisk, Razpreta, mislim, veliko vprašanj lahko razprem. Mogoče bi drugače začela. Ne vem, takrat, ko sem začela pesnikovati, kakorkoli,
s pesmimi se ukvarjam že od malega, ampak recimo, ko greš v to resnost, da boš tudi nekaj objavil, izdal in te zadeve, so se mi zazdele te pesmi, mislim, se mi je zazdelo to pesnikovanje mogoče en pobeg v eno svojo realnost ali pa pobeg pred realnostjo, predvsem, ker v pesmi, torej, ki nastaja, mislim, da zdajšnjim kritikom nikakor ni všeč, če rečeš, da si se v pesem zatekel iz neke potrebe, iz neke terapije, iz nekega bežanja v nekaj, čeprav po drugi strani si pa mislim, da je pesnjenje po veliki večini tudi to, če nisi kaj, pač če nisi ravno, ne vem, neke filozofske ali drugačne smeri ali kakorkoli, če si tak čuten, potem je ta pesem tudi neke vrste pobeg. Razpira lahko vprašanja jezika, lahko vprašanja identitete, lahko vprašanja pozabe ali spomina, lahko vprašanje, koliko se ti dotikaš te vsakdanjosti ali pa koliko se je nočeš dotikati. Koliko greš lahko v neke spomine, v neko preteklost, koliko pa želiš biti navzočen v sedanjosti in to sedanjost recimo razčetvirjati ali pa, ne vem, kako reči, razpira nenazadnje vprašanja samega subjekta, samega jezika, kdo si, kaj si, s čim si, zakaj si, vse te ontološkosti, vse te bivanjskosti, kupe vprašanj razpira poezija, zato me čudi, da ljudje tako malo berejo poezijo, ker je en svet, za moje pojme, tako močen, tako intenziven, samo ja, zahteva potem tudi človeka, ki mogoče malček rabi razmišljati, kamor ne ti samo sprejemaš določene informacije, ampak se dobesedno poistovečaš ali se poskušaš poistovetiti ali pa padeš v ta svet nekoga, če pač to nisi sam, če bereš ti poezijo nekoga drugega. Meni je, ne vem, jaz pravim, da pesem nastaja že med pisanjem pesmi in da ta pesem razpira vesolja, če hočeš. Ogromno stvari se da odpreti, mogoče tudi vprašanje nagrajevanja umetniškega dela, nagrade, pa vse te zadeve. En premik sigurno ustvari, premik tak ali drugačen, odvisno na kaj se nanašaš, kaj te zanima oziroma kaj hočeš iz te pesmi potegniti, oziroma kaj želiš, da bi se razumelo, ali to realnost, ali subjekt, ali jezik, ali pač nekaj 15. v tem smislu, no, ne vem. Mogoče pa pesem konec koncev ne premakne celotne družbe, kar ne moreš pričakovati, ampak če ti s določeno pesmijo premakneš posameznika, če mu v tej svoji pesmi daš en prostorček, kjer bo našel eno tolažbo ali pa neko motivacijsko misel, ali pa kjer bo ali pa mogoče kritiko, ali pa mogoče brco, ali pa kakorkoli, mu razpreš, mislim, da marsikaj, no, tudi s pesmijo, ki mogoče ne deluje, da bi se dalo, no, tako. Predno te bom prosila, da nam izbereš nekaj svojih pesmi za konec, da nas popelješ v ta petkov večer, bliža se namreč Svetovni dan poezije. Bi te prosila, da nam morda poveš, kaj je tisto, kar si velikokrat želela, da bi te vprašali, pa te niso, pa se ti zdi, da bi rada javnosti povedala. Si me presenetila s tem vprašanjem, ker ne vem, če je kakšna stvar, ki me niso vprašali, ker jaz toliko povem v enem intervjuju, da verjetno jim grem do vrglave. Pravzaprav ne vem, mogoče bolj to, na koga, kdo je pravzaprav poslušalec teh pesmi, komu sedijo, kdo je, jaz nimam velikega kroga
bralcev ali pa poslušalcev, kar tudi že od prve pesmi, ki sem jo zapisala, nisem imela v sebi, da bi niso mi pomembne te slave ali pa prepoznavnosti ali pa kakorkoli že. Pomembno mi je bilo pri poeziji zmeri, torej pri svojih pesmih pri mojih pesmih mi je bilo zmeri pomembno razumevanje pesmi oziroma sporočilnost pesmi. Moje pesmi imajo vse taka sporočila, da če jih kdo razume, bo pač nekaj odnesel, če ne bo pač bral kakor eno estetsko zbirčico ali pa kakršnokoli, ampak mogoče kaj meni dajo te pesmi, to me kaj dosti krat niso vprašali, no, ampak recimo, da mi pomiri moje srčko pa dušo. Predvsem se v svojih pesmih pogovarjam s svetom, z vsem, kar se dogaja. Ne si bo to, da so zlorabe, posilstva, nasilja, lepe stvari, veselja, karkoli. Jaz moram pač to razčleniti, moram dati v pesem. Na ta način mogoče nekdo bo brcal v omaro, nekdo bo razbil krožnik, nekdo bo ne vem koga oklofutal ali pač kakorkoli že, Bog ne daj, nisem za nasilje, ampak meni je pač pesem ta, ki mi je neke vrste vreča, kamor se pač kamor dam vse, kar čutim, no, ne vem, kako ti reči. To je zame pesem, to pač, da si ti v tistem času buden, da si pozoren, da si na nek način pričevalec nekega časa, kar vsak pesnik tudi je, no, ne nazadnje. Seveda je pa odvisno, ali se držiš pač teh vsakdanjosti ali pa transcendenc ali pa česarkoli, no. To je ta moja, mislim, ta notranja rast ali pa notranja tišina ali pa notranja pomirjenost ali pa ne vem, da najdeš to lastno pokrajino, ki bo blizu tudi še komu, no, tako, to bi si želela zdaj. In glede na to, kadar prebiram pač te pesmi, določenih se primejo, jih objamejo, obstajajo pa tudi ljudje, ki mi rečejo, da mojih zbirk ne morejo brati, ker so prehude. Ker imam pač določene pesmi, ki so zares zelo hude, ki jih tudi brati ne morem. Ampak sem jih mogla dati na papir, da sem en določen problem, eno določeno težavo iz tega našega življenja, ki ga živimo, rešila ali pa si vsej pomirila malo dušico ali pa na en tak način sprocesirala neko travmo ali pač neko misel ali nekaj takega, no. Patricija Dodič, rekla si, da tebi sami pomenijo tvoje pesmi to, da te nekako pomirijo. Pa me zanima, kaj si nam izbrala, ali si kaj takega izbrala tudi za na konec, da nam še kaj prebereš. Ko si pa zdaj govorila o tej misli, sem se spomnila na tvoj vers, ko praviš, zdaj zelo svobodno citiram, da ne more k sebi tisti, ki ni šel čez se, ki nikoli ni šel čez sebe. Je res. Ker mogoče pri teh svojih, mislim, pišem na tak način, da mogoče zahtevam malce bolj razmišljujočega človeka. Nikoli nisem se preveč družila s površinskimi ljudmi, niso mi všečni. Rada imam ljudi, ki so globoki, ki znajo vstopiti vase in iti čez se, ki znajo reči bob in biti predvsem iskreni do samih sebe, ker ti si tisti, s katerim moraš živeti najbolj. In potem ta odnos do samega sebe je meni zelo pomemben. Ne v smislu nekega egoizma, čeprav ta zdrav egoizem tudi mora biti, ampak v smislu, da znaš te življenjske, ne si bo situacija ali pa dogodke ali pa kakršnekoli izkušnje že človek ima, preseči
se od tega nekaj naučiti in iti čez in živeti dalje in mogoče to zadevo potem naprej širiti, mogoče tudi preko pesmi, ampak da daš ljudem vedeti, da se tudi da iti čez se in čez določene zadeve in da je življenje kljub vsemu lepo in dobro, če si ga takega naredimo, no. Jaz rada gledam lepe stvari, lepe ljudi, lepe odnose. Mogoče je res, pa dolgočasno že ponavljam, že cel čas to mojo prometno nesrečo, ki je bila meni ena taka velika prelomnica, ki mi je dala tudi vedeti, da je življenje zelo dragoceno in zelo lepo, če si ga seveda takega naredimo. In če si naredimo lepo, bo pač tudi lepo, no, vem. To je tako zelo kratka filozofija. Danes si omenila dve osebi ženskega spola, pišoči v zdajšnjem času, da njuna pisava, da ti je pač blizu in tako kot si zdaj rekla, hkrati iskrena, hkrati bob in še par takih tvojih, zelo tvojih opredelitev. Omenila si, žal danes zaradi bolezni odsotno Vesno Šare in omenila si tudi Aljo Adam. Z njo se bom pogovarjala v knjižnici Otona Župančiča v torek in ker bo to tudi po Zoomu, ste toplo vabljeni. Naj bo ta beseda marčnega tandema s Patricijo Dodič prav njena, zato te, Patricija, za lahko noč in iskreno zahvalo, da si ta čas po napornem tedniku in današnjem delovniku zaključila v tej pesniški družbi, v pogovoru o pesniškem. In zato naj bo izbor pesmi tvojih lastnih za konec povabilo k praznovanju Svetovnega dne poezije. Hvala, da si bila moja gostja. Hvala za povabilo in vse dobro vsem še bodočim tvojim gostom in vsem, ki poslušajo. Hvala. A preberem še kako pesem? Prosim. Okay. Bomo končali s pesmijo. Ja, koliko jih pa preberem lahko? Po želji. Dobro. Anonimna romanca. Ne. Danes se ne zmeni za obraz, ki ga nosim. Se mi z roko ne dotikaj lic, samo glej me v oči. Brez misli in neba. Naj ti dajem, naj te ljubim. Ne, danes naj govori. Pusti molku, naj rodi korak. Naj se negotovost za trenutek zbega. Ne, danes se ne zmeni za obraz, ki ga nosim. Le glej me, naravnost v oči. Vstopi. Povej mi svoje ime. Res je, vse poti vodijo vame. Danes se ti vtihotapljam v kožo. Danes me nosi, bi trgala kožo, izzivala robove, bi grizla ušesne mešičke, bi kričala, divjala, norela, kričala. Ne, danes se ne zmenim za obraz, ki ga nosiš. To je ena. Iz Ekstremofila še Deželo nomadov. Potem bom pa še ena in bo po moje kar dovolj. Lahko mi govoriš o nosilcih miru, o nagradah za zveste naročnike, o ustvarjalnem dopustu pod vitrancem, karkoli že to je, o prazniku kostcev, o Robertu Fripu, Satriani in še kom, o Zoomu brez tresenja, o lazaretskem mejnem kamnu, o kraju, kjer imajo sladkor in vino, o cerkvi svetega Petra, o vznožju spečega ognjenika, o sušenju perila na obrobju trga Garibaldi. Ali o Periklejevem mestu, ali o fosiliziranem gozdu, o dragi Misafo ali o vinorodnih območjih švicarskih Alp. Lahko mi govoriš o deželi nomadov, o dnevih ježe ali o največjem sladkovodnem jezeru na svetu.
Lahko mi govoriš o šamanskem telesu, o ljubeznivih starkah in radostnih otrokih. Lahko mi govoriš o klobučevini in dolinah, v katerih se rojevajo reke. O deželi brez cest ali o tisti z njimi. O rdeči pesi ali o spominu na neko pravljico ali otroštvo. Lahko mi govoriš. Lahko pa enostavno zariješ v usta in je. Ok, še to in tam mislim, da bo čisto dosti za konec, ker je taka prava. Danes sem analogna, metapodatkovna, nenadljiva, neiskana, neumestna, nedinamična, nič stranska, nedostopna, nekonvencionalna, neizvorna, neuporabniška, nevirtualna, neogledna, nestatična, nekulturna, neobvladljiva, neportalna, nevidna, neprebavljiva, ostrostrelska, objemljiva, zajebana v božjo mater. Evo, tako, to sem. In to je to. Hvala, Patricija Dodič, in hvala vsem vam, ki ste nas spremljali na snidenje v tandemu aprila. Hvala.